Rok za dokončanje prve faze obnove najprometnejše ceste v Krškem je konec aprila. Zaenkrat poteka skladno s terminskim planom, a se po županovih besedah zatika s cenami asfalta. In tukaj imamo soinvestitorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ki mora ta dvig cen potrditi ali pa kakorkoli že ukrepati. Če bo asfalt, potem bi nekje do konca aprila mogla ta objekt dokončati. Sicer pa verjetno se bo nekje vleklo to še v mesec maj. Prva faza obsega kompletno obnovo tega dela ceste, vključno z gradnjo 2 rondojev, zamenjavo vseh inštalacij, gradnjo novih pločnikov in javne razsvetljave. Zaradi zaprtja ceste Krških žrtev je zdaj močno obremenjena mestna obvoznica. Z dokončanjem prve faze se bo predvidoma ta nekoliko razbremenila. Jaz računam, da s tem, ko bo ta prva faza sproščena, da se bo del prometa preusmeril potem preko Griča in potem do nakupovalnega središča, morda celo do začetka nove gradnje, seveda po novem delu. Neposredno po prvi sledi druga faza projekta, to je obnova ceste od pokopališča do nakupovalnega središča v Leskovcu. Ta faza je trenutno v reviziji, pomeni projekt se revidira, ker gre spet za državno cesto. Istočasno pa poteka tudi izbor izvajalca. Če bo vse šlo skladno z načrti in če bodo zagotovljena sredstva, potem bi nekje morali zaključiti nekje do konca leta ali začetka naslednjega leta. Zadnja, tretja faza pa bo potekala od hidroelektrarne do Starega mostu, a ta ne bo zahtevna, saj je na tem delu potrebna samo preplastitev. Upoštevajoč prej omenjene negotove razmere glede cen in dobav asfaltov oziroma drugih gradbenih materialov, bi jo v celoti obnovili do leta 2024.